V Novi Gorici poteka dvoboj med domačo ekipo in Celjem, ki je zaenkrat na visokem 4. mestu, Goričani pa še vedno v spodnjem delu le z eno samo zmago na 7 tekmah. Lani je bila veliko uspešnejša Gorica, ki je dobila vse 4 medsebojne tekme z gol razliko kar 10-0. To je že prva akcija, širok je podal, Žigon je našel Venturima, ki je stresel prečko. Nova kombinacija Goričanov v 4. minuti, Majcen je bil sam pred golom, a na koncu zgrešil vrata. Potem pa 11-metrovka že v 4. minuti, izjemno pester začetek tekme, Vanin je podrl Verbiča in to je bila 11-metrovka za nogometaše Celja. Ahmedi je stopil k žogi in zadev za 0-1. Veselje Celjanov, še 3. gol Ahmedija v letošnji sezoni. Goričani pa nevarnejši v tem prvem delu, to je bila nova priložnost za domače nogometaše. Poizkušal je Henti, na pravem mestu Kotnik in potem še 21. minuta, priložnost Goričanov je vendarle obrodila sadove, gol za domače nogometaše, Žigon je zadev za 1-1. Podal je Henti, na pravem mestu pa Žigon, ki je zabil še svoj 19. gol v prvoligaški konkurenci. Do konca prvega polčasa več ni bilo priložnosti, tole je že drugi polčas in najprej priložnost za Celjane. Poizkušal je Sani, na pravem mestu pa Simčič, ki je obranil tale strel nogometaša Celja. Takoj na drugi strani strel Venturima, na pravem mestu Kotnik. In potem še priložnost Celja, vdaleč je meril Lovrečič, tokrat nekoliko previsoko. Velika priložnost Venturima po slabi uri igre. Sam pred vrati je bil, Kotnik je bil uspešnejši, žoga je končala v kotu, po podaji Žigona z desne pa je z glavo streljal še Modolo, a streljal tokrat previsoko. Zadnja priložnost tekme pripadla Celjanom, poskušal je Vrhovec, na pravem mestu Simčič, ki prav veliko težav pri temle strelu ni imel. Oba gola sta padla v prvem polčasu, na koncu Gorica Celje 1-1. Mislim, da smo si danes zaslužili več kot neodločen rezultat, predvsem zato, ker smo imeli precej lepih priložnosti, a jih zapravili. Lahko bi dosegli gol in tudi zmago, je pa nedvomno pozitivno to, da so priložnosti. Limitirani smo v tem, da svojih priložnosti ne izkoristimo in na treningih bomo delali prav na temu. Ne bi rekel, mi smo nekako v Gorico prišli kljub temu na vse 3 točke, ampak glede na potek dogodkov na igrišču mislim, da je remi povsem pravičen. Gorica je zelo dobro krenula v tekmo, kljub temu, da smo mi zadeli nekako 30 minut zelo z nekim visokim presingom, neki preskok igre bila nevarna. Potem pa mislim, da bolj, ko se je blizu polčas in predvsem drugi polčas, da smo imeli popoln nadzor na tekmo, nekako preko treniranja napadov poskušali. Gorica sicer bila nevarna iz proti napadom, ampak še enkrat mislim, da je pravičen remi.